Spoštovani domači župnik Franc, gospod arhidijakon, gospod apostolator, vsi dragi bratje duhovniki, ministranti, pevci, vsi drugi bogoslužni sodelavci in seveda tudi vsi vi, dragi bratje in sestre, ki verujete v Jezusa Kristusa in se mu priporočate za različne stvari v življenju, tudi na priplošno Božje služabnice Magdaline Gornik. Zahvaljujem se vam, da ste tukaj, zahvaljujem se vsem tistim, ki ste pred tem že poromali na njen grob na novo. Hvala lepa vsem, ki ste zvolili križev pot in naj nam vse to pomaga, da bomo globoko vstopili v to daritev Gospoda Jezusa Kristusa za nas. Zaradi nas in zaradi našega zveličanja je prišel iz nebes in storil vse, kar molimo v izpovedi. Da današnjega 23. februarja leta 1896 je umrla Božja spovednica, mistikinja Magdalena Gornik. 128 let mineva od tistega dneva in zaradi tega smo se zbrali tukaj, v župniji Sodražica, da se Bogu zahvalimo za njeno življenje in za pričevanje, ki nam ga je zapustila z mističnimi darovi in z bogoljubnim življenjem. Mistične darove Bog da, komu jih da. Bogoljubno pa lahko živi vsak. Še enkrat se želim tudi zahvaliti gospodu župniku Francu Bicerku za prijazen sprejem v župninski cerkvi Svete Magdalene Magdaline, v kateri Božja služabnica in po prepričanju duhovnika Dominika Janeža tudi ljubljenka Božja nosi ime. In lepa zahvala tudi gospodarju, monsignorju Francu Petriču, ki ga delo pri postopku za razglasitev Magdalene Gornik za blaženo vse bolj razumemo, da daje poleta in vztrajnosti tudi vsem drugim sodelavcem v komisijah in tistim, ki svojo prizadevnostjo širite vedenje o Magdaleni Gornik in s tem širite krog tistih, ki se na njeno priprošnjo zatekajo po Božjo pomoč v različnih stiskah in težavah življenja. Tistega dne, ko je Božja služabnica umrla, je bila prva postna nedelja. Na to nedeljo smo vedno povabljeni k premišljevanju o puščavi. Jezusa je tja odvedel duh. Tisti duh, ki se je v krstu v Jordanu nadan spustil v podobi goloba, medtem ko je glas očetov razglasil za ljubljenega sina. Tudi Božja služabnica Magdalena je poslušala evangelistove besede o Jezusu v puščavi in spoznavala, s kakšno odločnostjo, predanostjo in doslednostjo je začel Jezus pot svojega javnega delovanja v izpolnjevanju očetove volje. Ne v čudežih, ne v zdravljenju, ne v pomnožitvah kruha in ne v tolikem drugem, kar nam vzameta, ampak v izpolnjevanju očetove volje. Ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi. S temi besedami je Jezus zaključil molitev v Getsemani v večeru velikega četrtka in stopil na pot trpljenja, ko je kelih daritve izpil do dna. Kako jasna sled, kako ravna brazda Jezustove zvestobe vse od zavrnitve Satanovih namigov naprej.
se sam. Kajti pisano je, Gospoda svojega Boga moli in njemu samemu služi. Tvoja volja naj se zgodi. Kakor velik oklepaj Jezusovega javnega delovanja. Božja služabnica Magdalena je po tej sledi v mistični zvestobi hodila za Kristusom od avgusta leta 1848. Ko je v Evropi vrelo od tako imenovane pomladi narodov, se je na Kovi nad Sodražicom začenjala drugačna pomlad. Pomlad svetosti, pomlad zvestobe Bogu in pomlad veselega zadoščevanja za grehe bližnjih. Od tega dni se namreč pričenjajo Magdalenina redna zamahnjenja in videnja, ki trajajo vse do njene smrti. Pričenja se Magdalenino življenjsko poslanstvo, trpeti in klicati k pokoji. Ko se seznanjamo z njenim življenjem, nas močno nagovarjajo mistični darovi, ki so Božjo služabnico znova in znova pridruževali Jezusovemu trpljenju, križu, smrti. Saj v poročilih o teh doživetjih beremo, kolikokrat je doživela mistično smrt. Njena zvestoba v hoji za Jezusom pa jo je prav tolikokrat pridruževala tudi njegovemu stajenju. Dominik Janeš, duhovnik, ki je skrbel za cerkev Marije Snežnega Monika, sicer Magdalenin rojak iz te župnije doma iz vasi Dovel, ki je sam veliko molil in so ga ljudje imeli za svetega. Ta je za pokojno Magdaleno opravil mašo za dušnica in pogrebni obred. In potem je zapisal: Jaz sem za njo prepričan, da je bila prava zamahnjenka, ljubljenka Božja. Upam, da že uživa rajsko veselje pri njem nebeškem ženinu, ki ga je tako ljubila in po njem hrebenila. Morej to prvo pričevanje o svetosti, ki so jo ljudi spoznavali v življenju Božje ljubljenja. Svetniški duhovnik je prepoznal svetniško življenje Božje ljubljenja. Zamaknjenost, mistika. Katekizem katoliške cerkve pravi, da duhovni napredek teži k vedno globljemu zedinjenju s Kristusom. To zedinjenje se imenuje mistično, ker je deležno Kristusove skrivnosti po zakramentih, svetih skrivnostih in v Kristusu tudi deležno skrivnosti svete Trojice. In Bog nas vse kliče k temu notranjemu zedinjenju z njim, čeprav so posebne milosti ali izredna znamenja tega mističnega življenja podarjena samo nekateri. Zato, da bi razodevala vsem podarjeni nezasluženi dan. Tem pa katekizem pravi še, da pot popolnosti gre prek križa. Ni svetosti brez odpovedi in brez duhovnega boja. Duhovni napredek vključuje askezo in zavejevanje, ki polagoma vodita k življenju v miru in veselju blaga. Na tem mestu se povprečni kristjani spoznajo. Ko se srečamo z resničnostjo in zahtevnostjo križa, smo ne v svojih besedah, ampak globoko sami v sebi, v svojih občutenjih. Predvsem podobni Judov in Grkom. Sveti Pavel pravi, da je križ za prve pokujšanje, za druge pa nespamet.
tega notranjega vzgiba, kot je zavestne odločitve pred križem bežimo. Strah nas je križa. Križa se bojimo in zato bi križ najraje odstranili iz svojega življenja. Ampak so ljudje, ki nam spregovorijo tudi drugače. V tem tednu sem prebral autobiografijo Franca Petička, slovitega pedagoga, ki je med vojno in po njej doživljal strahoto vojaka, vetrinja in teha. V svojem delu Razkani čas je zapisal tole. Ne vem, kje in kdaj sem se nasrkal čutne življenjske filozofije, da se trpljenju ne kaže upirati. Prej ga klicati vase, se veselo ustavljati v njem in mu biti pokoren. To pa zato, ker je preko trpljenja mogoče doseči vse nujno in vse zaželeno. Trpljenje bi že od zavestnih začetkov ni bilo muka, neprijetnost, odvečnost, ampak sladka naravnanost bivanja in doživljanja. V trpljenju sem najbolj odblizu doumel, kaj je votek milosti, kaj je tista nit, ki iz vzdolžnih niti stke tkanino. Trpljenje, votek milosti. Pa ne smemo misliti, da gre za leporečje, ki ne nagovarja na ljubeže. Nikakor, v isti knjigi je veliko mest, v katerem pretresljivo opisuje doživljanje lastnega trpljenja in trpljenja drugih. Trpljenje je doživljal zelo neposredno, velikokrat kot boleče tanko črto med življenjem in smrtjo. Kljub temu pa je trpljenju dal mesto v življenju, posebno še v duhovnem dozorevanju. K temu nas vami tudi zgled Božje služabnice Magdalene Gornik. Njeni zapisi o mističnih doživetjih, ki so se ohranili v zapuščini Viktorja Pirnata v Narodni knjižnici, se pogosto začenjajo tako, da je prikaz angelov ali kakšna druga sveta oseba ukaže. Prejdi les, se pravi, pojdi sem, pridi sem. In na to Magdalena zapiše, pa sem šla. Pa je vedela, da bo bolela. Je vedela, da bo trpela. Je vedela, da jo bo lomilo. Pojdi sem, pa sem šla. To je pogosto vod, ki kaže, da so njena mistična doživetja imela vsebino romanja. Bila je poklicana in je šla. Vendar to ni pomenilo nekiti nekam v mističnem prostoru, ampak je pomenilo bivanski vzpon Kristus. Stopiti na trdno pot, prejeti neznosne bolečine stile, krvaviti in omedlivati od bolečine. Pridi sem, pa sem šla. V letošnjem postu bi vas zato rad povabil, da se Magdaleni ne priporočamo samo za uslišanja v zvezi s preizkušnjami, ki jih doživljamo v svojem življenju. Priporočimo se ji, da bi po njenem zgledu in ob njeni priprošnji mogli tako odpreti srce in življenje za Kristusa, da bi se v svetem obhajilu v resnici mi spreminjali vam, da bi predano živeli z njim, da bi v vsako naše sveto obhajilo globoko doživetje Tomaževega izkustva moj Gospod in moj Bog. In letošnji post naj nas pripravi na sveto leto 2025 okrepi v molitvi. Za Magdaleno je župnik Lesjak zapisal,
veliko in rada moli. Čez dan po večini iz molitvenika, po noči rožne venec in druge molitve. Z molitvijo začne že ob 4 zjutraj. Zgled in povabilo tudi za vse nas. Mi se da skupaj z Božjo služabnico zmolimo z njenimi besedami. O, da bi bili mi vsi tvoji, o Jezus. Odpusti nam, ker ne vemo, kaj delamo. Pošli nam grešnikom svojega svetega duha.